Tjaša Del je prej že dala eno odlično iztočnico otroci in tehnologija, gadgeti. Tukaj v publiki je tudi moja sodelavka Ana Marija, mati dveh, živjo Ana Marija, ki je danes prišla na dogodek, zaradi tega, ker bi rada vedela, kako lahko svojim otrokom pač pomaga, da bojo razvili v redu odnos do tehnologije. Zdaj ne vem točno, kakšen bo outcome naslednje okrogle mize na temo starševstvo v digitalni dobi, vem pa, da je vodita dva izjemno kompetentna človeka, to sta Erica in Tomaž Zaman, lastnika Codable in starša 4 otrok. Prosim, a lahko pridete gor? Hvala. Lejta, jaz imam težave zaradi tega, ker imam psa in se včasih počutim stresu, ko moram skrbeti zaradi psa. Kdo tukaj je že kdaj dobil vprašanje, kako usklajuje osebno in profesionalno življenje? Boste vidva to povedala? Super, hvala. Hvala. Ja, jaz bi v bistvu živel vsi skupaj, tukaj nisva sama, imava še par sogovornikov in sogovornic, jaz bi jih kar povabil, če se pridružite nama, kar bejte gor. Tako en aplavz, prosim. Ja, torej, mene je Ana prosila, če bi danes pomagal voditi tole okroglo mizo. Hvala, Ana. Tako da se bom pač potrudil po svojih najboljših močeh. Torej, jaz bom kar mikrofon predal naprej, da se vsak sam predstavi. Torej, moje ime je Tomaž Zaman, sem ustanovitelj podjetja Codable, ki je sicer na Danskem in sem oče 4 otrok. Jaz sem njegova žena, Erica Zaman. Jaz sem zaposlena pri možu, sem pa večinoma mama. Moram priznati, da sem večino časa mama, to delam več kot karkoli za Codable. Ok, jaz sem Jana, jaz sem web developerka, 17 let, bo zdaj že večinoma časa freelance. Trenutno delamo v Angularju za en projekt in sicer delamo cestninjenje tovornjakov za Dars, kar velik projekt, drugače pa še učim pri Smart Ninji, web development, začetek. Pa delam še tutoriale za Udemy, kjer imam, preden sem šla, je bilo 20 ljudi, manj kot 5000 študentov, tako da imam kar dosti dela. Živijo, jaz sem pa Anja, zaposlena sem na 3FS-ju, kjer se ukvarjam v bistvu z 2 produkti. Eno je Tunja, to delamo mobilne aplikacije za otroke, drugo je pa Leg, to pa trenutno razvijamo eno mobilno aplikacijo, ki je malo bolj za odrasle. Drugače pa sem glih dobro s porodniške, tako da se še malo lovim v temu, služba, dom, spanje in sem ponovadi ob tej uri že doma v pižami, tako da upam, da ne bom preveč zehala zdaj danes tukaj. Živijo, moje ime je Marko, jaz sem v IT-ju zdaj bolj aktivno kakšnih 5 let, trenutno delam kot project manager pri podjetju Hexagon in sem bolj v zadnjih letih konzument Udemyja in Smart Ninja, ampak je IT vse bolj moj life. Poleg tega pa tudi oče 2 otrok, skupaj z Anjo. Ja, živijo, jaz sem Diana in midva z možem pa predstavljava bolj kreativen del, tako da nisva IT-ovca, ampak predstavljava zelo zajen podjetje, ki se v bistvu ukvarja z nogavicam, startup na tem področju. Živijo, jaz sem Miha, saj žena jo tako že vse povedala, tako da to. Pa imava 2 let staro punčko, tako da se vklopimo v to debato. Ok, super, hvala. Jaz pa vojne nogavice, čist cool. No, cool. Ja. Hvala. V glavnem, ja, no, midva sta si nekako zamislila, da bi danes debato nekako začeli v začetkih starševstva, pa ne pri seksu, to je za drugič. Skratka, prvo bi mogoče začel recimo kdaj, kako, zakaj ste se odločili
da bi si, bom rekel, v današnjem takšnem zmešanem na nek način svetu, da bi imeli radi otroke. Ker vem, da recimo pri nas je ogromno, recimo, mislim, ne na naju, očitno, ker imamo 4, ampak v družbi je ogromno, recimo, ljudi poznava, ki nimajo otrok, pa nimajo niti nobene želje mogoče imeti ga ali pa ga še imeti, potem pa so se veš oni socialni pritiski, kdaj pa ti misliš imeti otroka, kdaj pa ti misliš imeti, tebi pa ura tik-taka. Se mi zdi, da ste sploh ženske malo bolj pod takim pritiskom družbe celo, pa bi jaz mogoče kar na dame se obrnil, a ste mogoče same bile, kdaj, ali ste se, bom rekel, tudi same dost hitro odločile, da ste ušle temu stereotipu. Pa bi kar s tabo začel, Jana. Jaz sem bila v bistvu kar dosti stara, ko sem imela prvega otroka, danes sem 38, pred 2 leti sem rodila hčerko. Ko sem bila stara 20 let, sem mislila, da bom imela 5 otrok, pri 25 sem se sekirala, ker jih še nimam, pri 28 sem se ful sekirala, ker jih še nimam, potem sem se pa nehala sekirati. Nekako so pač, ne vem, stvari so se tako obračale, da ne vem, odnosi, ki sem jih imela, niso bili te pravi. Pri 36 sem, hvala Bogu, rodila hčerko in to je moja najboljša vloga, ki jo imam v tem življenju in sem neizmerno hvaležna, da sem mama, res ne zamenjam za nobeno stvar. Se je pač tako razšlo, da sva se midva, ko sem bila jaz 2 meseca noseča, razšla, da imava ful dober odnos, oba dva uživava v tem, da sva starša. Če imela še kakšnega, ne vem, bom videla. Hvala. Jaz imam pa to srečo, da se mi zdi, no, vsaj ti vsi tako pravijo, da zgledam predvsem mlajša, kot v resnici sem, in mi nikoli niso neki zelo težili, kdaj bom imela otroke. Tako da se v resnici nisem nikoli niti s tem preveč obremenjevala. To je tako, na kratko. Mi smo pa v bistvu že srednješolska ljubezen, tako da je nekako bilo kar za pričakovati. Tako da jaz sem pri 26-ih, sem tudi zdaj 29, tako da po 12 letih, oziroma malo manj, je bilo nekako to logičen korak naprej, pač sva si želela in napredek naprej in to je to. No, draga, še ti povej. No, jaz sem pa postala tudi mamica malo bolj v letih, pa z dvojčki. Jaz sem tako, imela sem slabo izkušnjo za sabo, zelo dolgo sem se matrala jaz, pol me je partner zapustil, pol sem se še midva nekaj cajta matrala. No in s pomočjo medicine, ki se danes vse da, sva dobila prelepa dvojčka, ampak to očitno ni bilo dovolj, ker sem po 7 mesecih spet bila noseča brez pomoči medicine. Tako da no, pol pač, jaz bom se kar zdaj navezala še na naslednjo temo, pol je prišlo tako, da v bistvu že pri dvojčkih sem jaz službo počasi začela zgubljati. Zakaj? Ko sem zanosila, je prišel moja slaba izkušnja. Jaz sem medicinska sestra po izobrazbi in je prišel mobbing. Aha, zdaj pa bom edino zaposleno, ki jo imam, me bo zapustila, bila je deklica za vse, jaz sem bila receptorka, sem bila v sprejemni pisarni, sem izdajala recepte, sem v lekarni, bila pa še previjala, pa še telefone dvigovala, no, ampak sem zmogla, in ker je pač ona videla v tem, pač bom odšla, no, sem tudi odpovedala, ker je bilo zelo hudo, In pol zdajle, pač jaz bi vprašala vas, a se vi tudi imeli kakšne, mislim, dobro, zdaj to mogoče ni vprašanje, ker so slabe izkušnje, kako iti na porodniško, Kako iti na porodniško in pol, če izgubiš službo, kako prideš do službe z otroci, Ja, fajn vprašanje. Jaz moram reči, da sem imela eno slabo stvar, pa eno dobro stvar. Slaba stvar je bila to, da imam jaz eno avtoimuno bolezen in ko sem zanosila, so se mi hormoni pač pomešali in se mi je ful poslabšala, sem bila v bolnici. Bilo je zelo težko. Dobra stvar je pa to, da sem tam, kjer sem prej delala, sem enega zelo fajn šefa imela, ki me je zelo podpiral, ki mi je stal ob strani in če ne bi bilo njega, s tem, da sem se še s partnerjem takrat rešila, bi
veliko težje se na noge postavlja. Tako da lahko povem, da v Sloveniji imamo dobra podjetja, kjer so ljudje, ki imajo občutek za druge ljudi in ki jim ni samo za denar, pa za pač biznis, tako da tudi v IT-ju. Njega šefa. Ja, in to šef, o katerem govori Jana, je tudi trenutni in pač prejšnji predporodniško moj šef in ni treba posebej razlagati, da jaz se nikoli nisem ukvarjala s tem, a bo problem, da grem na porodniško ali ne bo, ker sem vedela, da ne bo. On ima tudi sam 3 otroke in čist razume, kako je to, kot najbrž tudi. Ti razumeš, in se tudi ti tako obnašaš do svojih zaposlenih in kar se tega tiče, mi ni bilo težko. Težje mi je bilo pol se vrniti nazaj, ampak ne zaradi drugih, ampak zaradi sebe. Jaz tega problema nisem imela, ker v bistvu, ko sem jaz rodila, ne bom rekla, da sem študirala, ampak sem dobro izkoristila študentski status, kar pomeni, da sem imela absolventski staž, pa še dodatnega, ker sem izkoristila, ker sem materinstvo, tako da sem čisto drugače dojemala pač porodniško, to je bilo čisto iz študentskega vidika. Okay, hvala. Gospoda, če lahko še vaja malo povprašam, kako je, jaz vem, kako je, ampak da bi še ostali slišali, kako je, ko postane oče? A kako je? Ja, meni je bilo super, tako, nisem pričakoval, da bo pač, da se bojo stvari postavljale totalno na glavo, vse skupaj je bilo treba, ne vem, pač podpora ženi in to je bilo ta prvo, vse treba zrihtati, pa smo pa naprej gradili, tako kot je bilo, ampak ja, fenomenalno, no. Tako da. Hvala. Marko? Ja, seveda so to posebni občutki, zelo lepi občutki. Mislim, da kar se zgodi je, da je otrok en tak reciklator energije, ne, ker jo ogromno jo posesa, ampak jo potem vrne nazaj in je nekako potem to mogoče. In jaz sem recimo zdaj v zadnjem letu, ne, kjer pač sva zanjo dobila mnogo otroka, ker se mi je zanimivo dogajalo tudi, da sem začel novo delovno mesto v istem času, smo tudi preselili v istem času, tako da so bile te mejniki, ki se priporoča, da jih jemlješ posebej, sem jih jaz imel skupaj in je pravzaprav otrok je na nek način še najlažji, ne? Oziroma te motivira tudi za vse ostale stvari in ti da to energijo, da narediš tisto, kar je treba, tudi potem na profesionalnem področju, ne? In delodajalci mislim, da morajo imeti nek odnos, je dobro, da ga imajo do tega, kako se tolerira, kako se spodbuja starševstvo. In mislim, da je to tudi nekaj, kar do zdaj nismo nikoli, ni bilo veliko govora še danes, ampak je vprašanje o tem, kakšno so pričakovanja glede starševstva, so mogoče glavni tak skriti dejavnik za to, kako se ženske sprejema v tej branži. In zdaj ne vem, če so take slabe prakse, kot jih je prej omenila Jerica, če so kaj bolj specifične za IT, ampak kjerkoli so zelo korozivne. No. In sem vesel, da nisem jih osebno videl, da smo imeli zanjo glede tega dobre izkušnje. Tudi v Sloveniji mislim, da smo lahko hvaležni za to, kar imamo, da je ta porodniška precej ni pod vprašajem večjim in to je dobra stvar za vse in tudi dobra stvar za ženske v IT-ju, po mojem. Saj se mi zdi, da pri nas IT sektor je kar dojemljiv do starševstva. Bi rekel, v primerjavi, mislim, iz najnih izkušenj, pa tudi drugih, ki jih vidim, da so bolj dojemljivi recimo do mladih staršev in starševstva. Ne? Mogoče bi se malenkost vrnil, pa bi vprašal eno stvar, ki zame vsekakor velja. In sicer sploh v startup svetu je neka ta mantra, fail fast varianta, ne? Se pravi, probi čim večkrat, pa ti bo enkrat že ratal, ne? Ampak bom rekel, kar se je pri meni izkazalo osebno da je vsak otrok dodaten, ampak tudi vsi skupaj, kakorkoli,
da so en ful velik dodaten drive, recimo, ker dokler si sam delaš, pa si včasih, mislim, preden sva imela otroke, si misliš, ko jih je, ne, bom jaz šel spat, ne. Potem pa, ko imaš otroke, pa se mi zdi, da tega ni, ampak ni to, vsaj po mojih izkušnjah, ni to nekaj, v kar si prisiljen. To se mi zdi, da z staršemstvom zrasteš v to, da ti to samoumevno rata, da imaš, bom rekel, naslednike, potomce in da, bom rekel, vso energijo v njih daš, ne. Zdaj pa vprašanje, ki ga pa imam nekako, mogoče kar za vse, je pa tudi, da si po drugi strani pa še vedno, kljub temu, da je tvoj fokus z njimi za njih, da se znaš tudi nazaj potegniti, ne. Se pravi, vprašanje mogoče tudi za vaju dva najprej, recimo, a si znata čas vzeti vsak zase in en za drugega in mogoče, da ga še nadgradim, a si sploh želita, a si sploh znata želeti to? To je vprašanje. Ja, mislim, jaz si tako, najraj si vzameva cajt zase, če je prilika, pač tako, ampak drugače pa ful, tako kakor ste omenjali, mulci ti res dajo energy in ta drive in hočeš ostati z njimi in se igrati z njimi in jaz od tam ali recimo ful počrpam energije, ja, in mi recimo na ta način ful daje inspiracijo za dizajn in vse skupaj. Tako da ja, mislim, da sploh nimam recimo tega vprašanja, bi rabil včasih nek čas še tako, da bi tam malo nekam porinil stran od sebe, ampak tako, ne vem. Po moje, ker rataš enkrat starš, pa pač sprejmeš te odgovornosti zraven, da nekako si želiš pač vseeno čim več preživeti kvalitetnega časa z svojim otrokom. No, tako. Ja, čeprav meni paše si vzeti cajt zase, čeprav je to največkrat tako, če pogledam normalen vsakdanjik, je to takrat, ko grem na WC, ko grem, si vzamem čas tako v kopalnici, kljuke ne slišim 10 minut the best. Danes sem glih šla nekaj na Gorenjsko in sem rekla, ok, grem nazaj v Ljubljano z avtobusom, končno 1 ura, ko bom lahko v miru prebrala en članek v eni reviji, pač dejansko je tako, ki mi je rekel, super je, ful je fajn, pač, ko si svojim otrokom in res dobiš ful, sam ja, midva so tudi imava tako smolo, da je samo njegovi starši so v penzionu in sva mislila, da ko bojo prišli v penzion, the best, tam malo lahko damo in to je to, no. Kontra se je zgodilo, oni grejo zdaj Šrilanka, Kambodža, Vietnam, ni jih, moji pa še delajo, tako da pač probavamo z varuškom, tako kdaj kolegi, da si res si pač moraš vzeti, ker je pač pomemben ta čas in kreativno zase in pač za drugega. Tako da ja, no, mislim, pač probamo, kolikor se le da. Marko, ti si tudi prej povedal, ne, da imate babico, si rekel? Da je prišla, da je trenutno varuška? Ja, že pričakuje, verjetno, kdaj bomo prišli domov. Pa imata večje, mislim, je tudi prezaposlena, mislim, imata probleme dobiti varstvo ali se da? Srečo imava, so oba seta staršev so zdaj vsi v pokoju in moji zelo blizu, njeni tudi pripravljeni, da pridejo na obisk. Tako da mala sreča, malo to podporo, ki je dostkrat nepredstavljiva, no. Bi morali precej več se ukvarjati z logistiko, ne, če tega ne bi bilo. Veliko lažje je ostajati kakšno uro dlje v službi, ne, jaz imam to, tudi se mi zdi z profesionalnega vidika je lahko velika razlika to, če moraš vsak dan ob 4 domov ali pa če lahko recimo že v 5 je čist druga slika, ampak vrtci so pa na tisto uro naštimani, tako da je to bilo zame sreča. Ok, pa ja, kar izvoli. Ja, jaz se bom malo vrnila nazaj na test glede vzeti si čas zase, no. Jaz priznam, da si ga ne znam še čista, ne. Ko sem bila na porodniški, mi je bilo to malo lažje, cel dan z otrokom, pol, ko je prišel Marko domov, sem rekla,
zdaj grem pa jaz, ne vem, v gledališče na masažo nekaj, a ne. Zdaj pa, ko sem v službi, sem zgodaj zjutraj vstanem, da grem čim prej, da čim prej pridem nazaj, da poberem pač otroka pri babici, pa sem malo z njim, pa zvečer pa ne morem več, pa grem spat, a ne. In to je nekaj, kar se moram še naučiti, da pride čas na vrsto tudi zame, ne. Če pa že imam kaj prostega časa, pa pol ponovadi kaj skupaj počneva, tako da mislim, da z tega vidika se mi zdi, da je vseeno malo lažje moškim v tem, lahko mi malo kontrirate, če hočete, ne, kot pa v resnici ženskam, no. Ok, Jana, ti pri tebi situacija še to, bom rekel, težje na nek način, ker sta s partnerjem narazen. Kako imaš ti s tem, da si znaš, hočeš vzeti čas zase? Ja, jaz imam tako, da, čak, ti ne začnem. Ja, moj otrok recimo ni en tistih, ki bi spal. To moram na začetku povedati, šele zdaj je začela tako spati, da spi do 5, pol 6 in zame recimo je tako, da bi programirala 8-9 ur na dan skoncentrirano je nemogoče, ker programiran moraš biti zbrana, jaz ko sem zaspana, jaz ne morem, ne, in jaz sem to, že ko sem do porodniški, sem dobro vedela, da to v meni ne bo šlo, jaz ko sem utrujena, jaz do svojih hčerke nisem potrpežljiva in to je pa meni ful težko, ne. Ne želim si biti nepotrpežljiva, želim si biti spočita, razmeroma. Zato sem se v bistvu že takrat iskala, kako bi jaz te stvari speljala, da pa ne bi hodila domov ob 6, ampak da bi drugače. In sem tako začela, tako da sem na Facebooku videla rešitev in sicer, da sem pri Smart Ninja začela učiti. Potem sem začela delati te Udemy tečaje, zdaj imam pa nekako tako, da delam polovično, nekje v eni firmi, to imam pa za zraven. In v bistvu je tudi prednost, bom rekla, da je prednost, da si malo ločena. To je malo tudi, malo je tudi prednost. No, je prednost, da recimo jaz lahko enkrat na teden mojemu Igorju rečem, Igor, a boš mi v ladiko, ali pa 2krat na teden celo, in grih njemu. In takrat sem jaz frej, takrat se jaz ne spim, če pa ne spim, grem pa vam plesati in sem recimo po enem letu sem jaz ful začutila, da rabim nekaj zase, tako sem skozi otrokom sem začutila, da rabim nekaj zase in sem začela hoditi na 5 ritmov. Jedem tako enkrat, če mi uspe na teden, večino mi uspe tako enkrat na 3 tedne, grem plesati in plešem 3 ure, ko zmešana, dala je 3 tedne sem bila na vikend delavnice, 3 dni sem plesala 17 ur, ful mi je bilo dober, noben križ me ni bolel, recimo, če jaz delam cel teden, za kompjuterom mene križ boli, mene tle boli, tam sem plesala 17 ur, bila sem kot prerojena in naslednji dan sem bila jaz v redu za mojo hčerko. Tako da mislim, da tudi mi Slovenke, smo take, ne vem, Slovenke so drugo tudi, ampak smo sploh take, jaz moram vse, jaz zmorem, jaz sem super ženska, jaz sem gor pa dol, ne vem kaj, vse prenesem, mislim, da je ful dobro, da se naučimo tudi to, da prepustimo, jaz recimo brez moje babice, moje mame, bi ful težko prvo let, jaz ne vem, težko je bilo začeti dojiti, ona je meni toliko odnesla, res, in če ne prej, če imate kakšne zamere do svoje mame, mi dve sva imele mačka, takrat je res čas, da se te stvari pokople, zakople, predebatira in tudi, ne vem, mi dve sva se ful zbližale, tako da, ne vem, res je čas, da se to takrat tudi spusti stvari z roke, pa reče, ne zmorem vsega, jaz ne zmorem vsega, res, in zaradi tega, ker ne zmorem vsega, zmorem več, ni to trik? No, mi dva imava tudi srečo z babicami, pa z babico in detkom. Nama velikrat priskoči na pomoč, ko vseeno sva mi dva mnenja, da so se mi dva najprej spoznala, in da tole pač moram ohranjati, se pravi to, da greva na zmenek, enkrat na mesec ziher, v kino ali je to večerja ali karkoli, in otroci pridejo in grejo, ki jih naučiš, pač kako funkcionira življenje, pol bodo šli, in pol bom spet sama z njim, tako da hočem nekako tako, da tako ostane, Hvala. Nekaj bi tudi jaz priznal mogoče, kaj se meni dogaja, in sicer to, da me posel, tako kot so prej, ne vem, danes sem nov izraz naučil, niti nisem vedel, da se temu reče ameriška družina, se pravi, da je moški provider in da je ženska doma gospodinja, no to je, mi samo, hey babe. V glavnem, in kar se mi dogaja je to, da me včasih
ker mi razmere dovoljujejo, se pravi, ker jaz vem, da je ona doma in skrbi za otroke, pa jih vozi na razne obšolske dejavnosti, pa šolo, pa vrtec, da me posel oziroma izzivi posla toliko povlečejo noter, da včasih skoraj pozabim domov, da ja, recimo delam v službi, ne bi bilo treba, mislim, kot lastnik podjetja si še itak dodatno motiviran, pa veš, da moraš biti nek vzgled zaposlenim pa lider, ampak izzivi so, ko podjetje raste, vedno novi in meni se to dogaja, da se pravim, do 7 zvečer delam v pisarni in potem grem domov in domov sem prezmatran, ampak včasih še kakšen izziv, kar z mano gre v glavi in pol doma pridejo otroci in ti nekaj se pogovarjajo z menoj in sploh ne registriram, pač kimam za to, da vidijo, da nekaj delujem. Kiba ne, jaz ga spomnim, da mora pokimati. Okay, no, ja, da tudi, zdaj pa me zanima, če se tudi vam to dogaja, se pravi, ne glede na spol, mama, ati, da te podjetje oziroma posel toliko povleče noter, da imaš potem na drugi strani mogoče kar malo slabo vest, ker nisi 100% s svojim otrokom ali pač otroci. Imate kakšne take izkušnje, čustva mogoče? Ja, valjda, mislim, mi da bi tako potegnila saj še vsak, ne vem, 10 ur, če bi dan dovoljeno, ampak pač ni mogoče, ampak tako, no, probava ta switch narediti nekako tako, tudi, ko greva iz šihta, se malo pač pogovoriva o tem, kaj je bilo danes pa to narejen, pa tako se že počasi začneva nekako debatirati od tamale pa to in nekako tako, probava že, ko jo prevzameva, pa ko gremo malo na sprehod, pa to že vse skupaj odmisliti. Tako da ja, nekako namarata, sicer so poj še tako eni flashbacki vmes proti večeru, da ne vem, bi rad še kaj počekiral pa zrihtal. Tako da ja. Ja, jaz se zelo prepoznam v tem. Mislim, da to je zelo pomemben izziv, mogoče specifično za to našo branžo, ker se mi, da so kakšni programerski problemi so taki, da zelo radi se tako zabubijo nekje v možganih, ker so na nek način prijetni, logični izzivi, pa mogoče sploh, če se spomniš kakšno rešitev, in je del, ki ga ne smeš zanemarjati, da se tega znebiš in da si prisoten, ne? In je pač del, kjer vsak dan, mogoče ne vsak dan, ampak vsaj na nekaj dni fejlaš v tem, ampak se treba truditi, no. Da se sprazni glava, da si v pravem mindsetu za interakcijo družinsko, ne. Pa pač počakaš, da grejo otroci spat, pa pol delaš naprej, ne? V resnici. Bi še želela kaj dodati? Jaz sem mislil, da mislim, vse včasih v bistvu mogoče bolj odmisliti vse skupaj, pa si vzeti več časa, mogoče tako kakšen dan za otroka ali pa karkoli, pa da greš, ne vem, morbiti na zmenk ali karkoli, pa ti pol ta rešitev tako klikne. Recimo, ni mu zdaj tako, da z delom, da boš rešil problema, če boš več delal. Včasih si moraš res tako mentalno vzeti malo dopusta. Ja, pri meni je tako, da jaz včasih sem ful delala, jaz izhajam tudi iz ene take deloholične družine, ki pač dela in pa se še malo dela, ne? In to sem jaz isto počela. In v bistvu meni pa po eni strani fajn, ne? Ker moj 2-letni otrok, ne mene pusti delati, ne mislim, se pucava, ne pospravljava, kakšne take stvari, ne gospodinske stvari, lahko ne morem pa jaz recimo za kompjuterom sedeti pa nekaj delati, ne? In jaz sem se pač zelo hitro sprijazena, da jaz, ker sem jaz drugih stvari ne morem početi, ker 2-leten otrok ti ne pusti. Tako da mi je v bistvu dobro, ker me potegne lih ven iz tega. Zvečer sem pa tudi, kot sem že slišala, jaz sem toliko zmatrana, jaz se vležem pa dol padem. In jaz tudi recimo, če pa že nisem toliko zmatrana, če grem jaz za kompjuter, pa da delam, meni se pa začnejo stvari rolati v glavi in jaz pa ne morem zaspati. Kar pomeni, da bom že itak se zbudila ali pa se celo bom vmes zbudila in po naslednji dan sem tako, ne morem nič, ne. Tako da meni v bistvu, moj otrok meni pomaga, da jaz malo bolj zase skrbim, ne, pa da se ustavim takrat pa rečem, da je pa dost. Tako, ja, pa sem še kaj hotela povedati, mislim, da ne, če sem pa spomnila, pa še.
Zdaj bi se pa še ene teme mogoče malo dotaknil, ki je tudi zelo relevantna, se pravi, kdaj otrokom recimo nekako, oziroma kdaj jih začnemo vpeljevati in a je to prav ali narobe, se pravi v svet tehnologije. Recimo, ker danes se zgodi, oziroma jaz sem to doživel tudi sam pri svojem otroku, da je recimo videl revijo in je s prstom čez drsal, recimo najmlajši, ne, se pravi, mislim, pač odraščajo gor v tem svetu, pač jaz priznam po pravici, sem še vedno pri svojih rosnih 34-ih, sem gamer, oziroma rad si zvečer pažgem PlayStation, pa kakšen dober špil odigram in pač potem, ko se otroci na nek način želijo tega in potem tega ne, mislim, jim prepovedujem seveda nekaj v meri zdravega okusa, ne, predvsem vikendi, ker zdaj so že v šoli 3 pa eno vrtcu, se pravi, kdaj otrokom dovoliti te naprave. In sicer mogoče še nekaj specifičnega bi povedal, recimo, sploh ta najmlajši, ker je mačken razlike, recimo, ne, je dost večkrat, bom rekel, zapostavljen, ker so 3, bom rekel, malo bolj umsko zahtevnejši v smislu, da imajo večje izzive v šoli, da imajo obšolske dejavnosti in jih je treba mačken več časovno ponuditi, ne, in ta cajt, da ta malo mir da, mu damo iPada v roke, ne, in ni najbolj prav, ampak pač včasih ne gre drugačne. Zdaj pa bi jaz mogoče kar moji dragi, da pove, če misli, če je to prav, kar delava, začel. Ne, ni prav. Ni prav, ampak včasih ne gre drugač. Res, tako ko je on sam rekel, ne, ko imajo za šolo nekaj narediti, tam malo bi se igral, ne. Nimaš nobenega, noče k babici iti, ok, ne moraš ga skozi tja vrš, ne, vseeno, pač včasih ga zaposliš, zdajle recimo je čas, ko imam zelo rad vodene barvice in kupim in pucam za njim pol, ok, raje vodene barvice ko iPad. Ampak včasih pač ne gre, no. Pri ta večjih pa imamo, ne, med tednom ni, čez vikend je 1 ura risanke, 1 ura iPada, mislim, ali igrca ali računalnika, pač lahko si sami izberejo, no. Je pa res, da je pozimi malo več tega, polet pa niti ne rabijo, ko imamo zelo veliko dvorišče, živimo na vasi, ko ni vseh teh nevarnosti, ne, tako da so lahko sami zunaj, no, in tudi znajo izkoristiti dan zunaj poleti, no, tako da, no, kako je pri vas? Ja, jaz si ful želim, da bi lahko mojo hčerko naučila to, da ni pasivni konzumer, ampak aktivni ustvarjalec. Se pravi, tako sem že prej slišala, ki je rekla, ne 8 ur gledanja, 6 ur gledanja televizije, ampak ne ustvarja, ne scratch uporablja, nekaj, da bo kreativno lahko koristila. In jaz recimo doma tudi nimam televizije, ne vem, pač jaz imam ful proti televiziji, ne vem. Mi dve začeli recimo pojeva, pleševa, skačeva, se igrava in ne vem, v bistvu je tudi šele 2 let stara, tako da ne vem, kako bo po 4 letih, 6 letih, jaz si branila na bom, se mi zdi, da je tudi, ne vem, programiranje, te stvari te naučijo logičnega razmišljanja in to je fajn, ne. Zakaj bi ji branila, ne, tehnologija je povsod, tehnologija v bistvu ful dobrih stvari prinesla, ne, sam ne, če to pomeni, da si ti nek pasivna zlata ribca, ki tam gleda, pa scrolla, ki zmešana, ker tudi vemo, da obstajajo odvisnosti od tehnologije, to so pa v bistvu zelo slaba stvar, mogoče treba malo več o tej temi povedati, kako biti aktiven ustvarjalec, ne pa, ne vem, konzumer. Meni se zdi, da preden si starš, imaš ful veliko idej, kako bo, tudi s temi omejitvami glede naprav, pa enkrat si starš, pa malo si te iluzije padejo in pol za ljubi mir marsikaj narediš, ko prej misliš, da ne boš naredil, iskreno, mislim, glede na to sploh, da pač sem del tima, ko ustvarjam mobilne aplikacije za otroke, bi bilo zelo hinavsko od mene, da bi rekla, zdaj pa moji otroci ne bojo pa uporabljali tablice ali pa nekaj. Pa tudi glede na to, da smo vsi tle precej veliko na svojih telefonih, tablicah, računalnikih, je to pol ta zgled, ki ga dajemo otrokom zelo jasen, in če bojo oni gledali mene, ki sem na telefonu, bojo gledali Markota, ki je na telefonu in ne vem, naše prijatelje in tako naprej, bi bilo tudi spet zelo nefair jim preprečiti to, seveda pa zdrave omejitve, se to je jasno, da pač ne, mislim, omejitve morajo biti,
Jaz sem imel zdaj že izkušnjo z starejšim otrokom, kjer sem šel že čez to fazo, kako se bo odzval na to tehnologijo in ali bo ga preveč zavedla. In v bistvu, verjetno je to zelo odvisno od otroka, ampak pri starejšem ni bilo neke take težave, da bi si zelo želel, raj gre ven običajno se igrati. Tako da je še vedno, otroci so še vedno pač otroci, ne? Različni stvari, ki lepo žarijo in so zanimive in bojo zanimive, ampak še vedno vse odvisno od karakterja, ne? Jaz bi rad spodbujal čim bolj to, aktivno uporabo tehnologij. Zaenkrat se še ni zelo veliko prijel, ampak včasih se, ne? Recimo tisto, kar mi je bilo zanimivo, da je včasih je tudi rad risal ne zelo veliko. Na iPadu sem enkrat potem naštimo neko aplikacijo, kjer ni šlo samo za risanje, ampak je v bistvu aplikacija, ki nekoliko pomaga ti v bistvu delati vzorce, ne? In ti smo bilo pa zelo všeč. In tam je ustvaril potem lepe vzorce in je ustvaril neko lepo umetnost, čeprav ni bilo popolnoma v njegovi režiji. On ni tega narisal, ampak je pa nekako znal uporabljati, da je delal lepe vzorce. In kaj je zdaj to? A je bil tam, je se umetniško izražal? Na nek način se je, ko mu je bilo lepo, ampak definitivno pa ni praktično nič veščin dobil, ampak vseeno se mi je zdelo, to je dobro, tehnologija mu pomaga, ne? In še pri nas, kjer je že zelo zgodaj ta tehnologija prišla prav, je, ker pač starejši je z nama pol časa, je pač iz dveh družin, in FaceTime je pomagal zelo veliko pač kakšnih večerov narediti lepših, kakor bi bili drugače, če se ne mogo pogovarjati z drugim staršem, ki ga ni, ne. Tako da mi smo zadovoljni z vplivom tehnologije generalno. Ja, jaz se strinjam čisto z Anjo, pač na začetku sem bila noseča, sem tako, najin otrok ne bo iPada videl do, ne vem, 12 leta, po moje, nek gor bo pospravljen, tudi če bo to v šoli, da bojo delali, ker sem pač videla, da ne vem, na Prulah, nekaj v vrtcu, ne, ni šans, to bo pač pospravljen. Če bo treba samo v vrtcu, pa gor. No, pa itek, zdaj kaj pač že, zdaj bo 3 leta in že tudi ful fajn obvada swipe, ne. Pač nimaš kaj, izkoristiš priliko, vem, da isto pač nam poje starejši, moja mami pa njegova mami pridigajo, da ni fajn, ampak realno, po moje, če bi imeli to tehnologijo takrat na voljo, bi isto dali, samo da so nas dali mogoče za takrat pretivi, kakorkoli. Se strinjam, da pač je treba omejiti to, sam pač, ne vem, priročno je, on je itak ful proti temu, ampak ne, mislim, iz kreativnega vidika se meni zdi to ful dobro, no, recimo, ne vem, pri Tamali jaz opažam, da tako, jaz brez muzike recimo sploh ne morem in vsak dan je v hiši pa v bajti tako muzika in to Tamala se mi zdi, da že ful nekako je počrpala ta energy in se ful tudi sama, ne vem, recimo, ne vem, zapleja, tako, če ji daš zaplejati en komad, bo začela ful, ne vem, dansati, pa mora biti kaj pet, pa to. Tako da iz tega vidika se mi zdi čisto okej ta tehnologija, pa iz vidika, ne vem, da se ustvarja, ne vem, da se kaj nariše, pa da kaj, ne vem, eksperimentira čistko, da je kreativa v glavnem. Pa ja, so tudi te videi, ki se ponavljajo, pa kot staršu ti že preseda tisti komad, pa ne moreš več, ampak ja, drugače tako, no, čisto okej. Okej, hvala. Kar, izvoli. Včasih so pač dolg časa nazaj so začeli brati knjige zelo, pa so imeli televizijo, zdaj imamo pa pač druge medije in se mi zdi, da je to pač čist normalen razvoj človeštva, ne. Pa knjige še vedno. Pa knjige, ja. A se vam kot staršem, bom rekel, ali si, pa do kakšne mere želite, da so vaši otroci tudi v tem fohu, v katerem se vi ukvarjate, mislim, vam je do tega, vam je vseeno, jaz mislim, da, bom rekel, se kar strinjamo vsi, da bi ga oziroma jo podprli ne glede na to, ampak vseeno bi kdo recimo mogoče bolj želel ali pa mogoče eno nadgradnja temu vprašanja, se vam zdi
ker sem včeraj po naključju bral en članek, da bo, ne vem, čez 20 let pol služb obsolit, ker bojo pač umetna inteligenca in drugo, se pravi, ali vprašanje, ki je recimo, ali naše otroke dovolj dobro mi in šolstvo pripravlja na izzive, ki jih čakajo mogoče čez 20-25 let, ko bojo oni prišli dejansko na trg dela. Jana, kar ti začni. Jaz mislim, da je tle sodelovanje. Šola je do ene mere vseeno omejena. Tudi v šolah v bistvu primanjkuje učiteljev, ki bi znali učiti recimo programirati otroke, ki bi znali tehnologijo razložiti. In tle v bistvu moramo iti z roko v roki. Če smo mi že v tej branži, lahko na ta prav način pokažemo stvari. V šolah jih pa pač tudi delajo po svojih najboljših možnostih. Zdaj, kar se pa drugega dela vprašanja tiče, je pa tako, da jaz si želim, da moja hčerka, ko bi, ne vem, nekaj si želela, da bi jaz si bila ob strani, in da ko bi imela problem, da bi ona k meni prišla. Da ne bi bežala od mene, ampak da bi k meni prišla. In karkoli pač bo v lifeu počela, želim si, da bi bila srečna, pa da bi bila ustvarjalna, pa da bi bila zvesta sama sebi. No, to vrednote jo želim naučiti. Vsem je uporabljati tehnologijo ali šraufa avtomobile ali pa ne vem, mogoče ne vem kaj zdaj, Želim si videti iskre v njenih očeh, pa srečo, pa zadovoljstvo, to si želim. Tehnologija, ja ali pa ne mi je pa vseeno. Bila bi to čisto fina karijera, ampak seveda ga spodbujamo. Predvsem to, da bi začutil, kaj mu leži čim prej. Glede šole pa tudi ne vem, zdaj starejši v drugem razredu, vsaj v naši šoli še ni nobenih govora o kakšnih iPadih ali računalnikih, verjetno to pride kasneje, Američani so bolj agresivni, pri tem mi še tega nimamo. Tako da, mislim, to vprašanje je bilo precej futuristično, glede prihodnosti, tako da to ne vem. Ampak zelo z namenom, to, kar se prebral, mi je zelo misel dal, ker danes, kar se mi, se pravi, naša referenca, kot ljudje in kot starši je vedno preteklost, in mi otroke učimo o preteklosti praktično, vedno gledamo nazaj, ampak glede na to, da je, bom rekel, napredek tehnologij eksponenten, ne pa linearen, pomeni, da nas bo prihodnost, bom rekel, ponos ukreselna, ker ne bomo pripravljeni na neki točki. Se pravi, mogoče je to dosti tako bolj širše vprašanje. Oprosti, draga? Če sem rekla, naši otroci ziher ne bodo. Tako, ja. In zdaj, ja, a bi želeli od šole več, da razmišlja o tem, oziroma šolski sistem, ali boste vi sami doprimogli, se mogoče čutite tudi sposobne doprimogli s tem, mogoče kakšno na to temo? Ja, mi z Mihom smo bila 2 tedna nazaj na najni srednji šoli skupaj z Matijem Goljarjem, ki je bil prej tukaj. Pač smo spodbujali pač mlado podjetništvo. Takrat so bila midva na srednji šoli, je bila to ekonomska gimnazija pa ekonomski tehnik in se je pač zdaj spremenila v ekonomsko gimnazijo pa multimedija. In je bilo ful zanimiv, ker imajo zdaj start-up tako vikende, pa imajo pač ful dobre programe, ful dobre predmete in pač, ko smo videla, kaj delajo, nam je bilo tako, zakaj tega mi nismo imeli, če se je že v srednjem šoli učilo Photoshop, pa vse, bohit ki bla. Pa so se malo pogovarjala in v bistvu, ker imajo pač srednješolci na izbiro, kjer bo šli ekonomska gimnazija ali multimedije, pač so nam dali vedeti, da v bistvu 30% se jih odloči za multimedije. Ok, fajn, da se jih saj nekaj, ampak poj so tudi se pogovarjala zdaj, kako pač profesori so nekateri ostali isti, kakor jih so bila midva, in so tudi rekli, da nekaj jih je, ful spodbujajo to, ful spodbujajo, da nove ideje, da je pač zavedajo se, kakšna je situacija, pač dejansko spremljajo stvar, ki se dogaja, cela klima pač v Sloveniji. Velikih je pa takih, ki v bistvu še kar by the book, pa moje, ne vem, učbenik še kar božo repe, zgodovina, ki se še spomnim, pač isti, ne vem, že 100 let skoraj in so ful tako oskogledni in v bistvu po eni strani zdaj sem razmišljala, če
hodimo skozi spodbujati mladih podjetništvo, pa da razmišljajo, v bistvu saj so že toliko bombardirani s tem nekako skozi vse medije, da mogoče bi pa rabili hoditi na osnovne pa srednje šole, pa učiti profokse, pač to, da si malo razširijo svoj horizont, ne začnejo biti bolj odprti do tega. Ne. Tako da ja, ful je po moje treba spremeniti v šolskem sistemu, da bojo pač otroci ne samo, ker v koncev v vrtcih in otroci v osnovnih srednjih šolah preživijo ful časa, a ne 8 ur na dan tam in je pomemben, kaj oni prejemajo, a na kakšne vsebine. Tako da mi kot starši pa ja, vsi imamo po moje v interesu to, da pač sam spodbujamo svoje otroke, da delajo to, kar jim pač najbolj paše. Midva sva itak pristaša tega, da fail and try again, pick yourself up, fail more and itak z vsako izkušnjo se boš čim več naučil. Nič ni pač slabega, če padeš in se pobereš pač. Tako da, ne vem, to si pač najbolj želimo, da bojo pač zgradili si to samozavest, kaj je tudi Jerca govorila, in bojo pač pristopili k vsaki idejo, ko jo imajo. Ne? Jaz mislim, da v bistvu bi se nekako naš šolski sistem mogel na vsake, ne vem, 10 let menjati kader, da bi v bistvu se folk, ne vem, skozi, da bi mladi prihajali učiti in do tega problema pol ne prihajali, da bi, ne vem, recimo folk, ne vem, eni penzionerji za malo, da ne učijo, ne vem, naše mulce, kva ne naredijo iz sebe, ne vem, čez 5 let ali 10 let. Tako pač mogel bi v bistvu mlad kader izobraziti naše otroke. Ne. Druga stvar je pa ta, da pač največja naloga oziroma največ, kar lahko naredimo, pa lahko naredimo sami kot starši. Ne. Če boš otroka dobro usmeril, bo pač na koncu happy, predvidevam. Tako v bistvu moraš poslušati otroka, mislim, da najbolj je na temu, no, da pač poslušaš pa pomagaš, usmerjaš, tako da zadeva lepo teče. No. Se kar strinjam, tudi sam sem pristaš tega mantre be the change you want to see in the world, ne, in tudi otroke bi rad nekako vzgojil v tej smeri. Počas bomo zaključovati začeli, ker je že itak pol manjka, pa tudi ura je že precej pozna, tako da v bistvu eno večno pereče vprašanje bi kar moji ženi začeli, torej kdaj, no dajte paziti malo. Cool, ok, pršpari še za nas. Torej vprašanje, danes smo brez otrok, ja. Kdaj otroku kupiti telefon oziroma mu ga dati? No ja, to je pri nas večno vprašanje, ker namreč zdaj že v 1. razredu imajo otroci telefon, ne? In meni sta sinova prišla in rekla, mami, un pa že imajo telefon, zakaj mi ga nočeš kupiti? No in sem rekla, Tilen, Lauro, povejta mi, samo en dober razlog, zakaj ga rabita, in se usedemo v avto in vam kupim, ne? In seveda nista znala odgovoriti na to vprašanje in tako da pač smo ostali pri temu, da ko bo ta rabila, pa to po moje še ne bo to kmalo, ne? Ok, pri meni v bistvu to še ni tako aktualno, tako da bi raje na prejšnje vprašanje odgovorila, kar se tiče šole. In sicer jaz tako do šole ful ne bi rada pristopila z nezaupanjem, ne, pa z razmišljanjem, da učitelji niso dobri, ne, ker če bom jaz tako razmišljala, bo moj otrok to čutil, ne, jaz si želim, tudi ko otroka peljem v vrtec, verjeti, da se vzgojiteljice tam trudijo maksimalno. Jaz poznam kar par vzgojiteljic in vem, da je to naporen poklic in tudi učiteljic in vem, da dajo vse od sebe, ne. Zdaj pa že, bom pa nekaj drugega še povedala in sicer, že par mesecev nazaj sem se tako malo spogledovala iz eno idejo, da bi sama organizirala delavnice za otroke, ne. Pa sem to raziskvala, pa nekako pač nisem se še odločila. Dala sem me pa par dni nazaj, so me kontaktirale ene sodelavke, ne, in se dobimo zdaj v parih dneh in mogoče pa kaj speljamo, ne, zdaj ne vem, ali bo kaj iz tega, ampak tudi vem, da se v Sloveniji se dela na tem, na izobraževanju učiteljev, bila sem, ne vem, enkrat, ne vem, na enem srečanju, pa so govorili o tem, tako da vem, da se dogaja v to smer, ne vem čisto točno, koliko so uspešni, ampak te stvari grejo na dobro. Mislim, da moramo biti tudi močkan tako pozitivni, a ne s kritiko se ne doseže velika, ne, koliko smo rekli, gremo sami proaktivno verjeti, da bo dober in tako,
zakon privlačnosti pa to, a ne? Jaz se kar strinjam. A si spet ugasnil? Marko. Jaz se kar strinjam s tem, kar si rekla glede učiteljev pa tega, glede mobilnega telefona pa kaj vem, karkoli bom rekla, bo itak čez, ne vem, par mesecev drugače, tako da me ne bo pol kakšen ganjal, zakaj sem rekla pri 10 letih, pa ga bo pa imel pri 8, tako da nimam pojma. Jaz sem čakal nekaj let na to, sem se spraševal, kdaj bo začel prositi za to in zadnjič se je zgodilo, ja. Je rekel, da je standard, da se v 3. razredu se dobi telefon. In da se moram pripraviti na to, ampak da on bi že prej, ne, ampak sem rekel, da nekaj podobnega je bilo, ampak mislim, da to samo še vprašanje časa, kdaj se bo spomnil kakšnega razloga in pol, ne, na neki točki bomo popustili po moje. Ja, rekel je, če lahko on dobi v 2. razredu, razlog je bil pa zaradi tega, ker ga eni v 3. razredu imajo, tako da ni bil dober razlog. Ni še pogrunto, ja. Ja, midva so tudi še daleč od tega, ampak Miha je rekel, da bomo mi imeli walkie-talkie. Bravo. Da to je čisto dost, ne vem, koliko je radius. Mi vam ga podarimo walkie-talkie, imamo enega ekstra. Ja, ni Tako da več to bo, aktualen. mogoče bo to tisto, kaj je bil že, Tamagotchi style varianta in bojo pa vsi hoteli imeti walkie-talkie. Pa se pa vsi lahko nama zahvalite za ta trend. Ok, torej s tem bi jaz tudi zaključil našo razpravo oziroma tudi večer. Ana nas čaka z alkoholom. Tako da bi se jaz vsem skupaj zahvalil, ker ste nas poslušali. Upam, da je bilo v redu tale impro vodenje. Hvala lepa. Tako da ja, hvala lepa.